En lep pozdrav vsem iz Mladinskega centra Hrastnik. Moje ime je Klavdija in pred nami je zadnji klepet finalistk Slovenske note 2020. Moja gostja bo Ajda Podgornik Vlalič. Samo trenutek, da se nam pridruži. Divjo! Hvala! Kako si? Ma ful fajn, pa ti? Tudi jaz. Zdaj že morda kaj na dopustu? Ja, malo sem bila. Zdaj ta vikend, ki je bil, sem bila v Kranjski Gori z mojim možem. Lepo, Tako da je bilo lepo. ful lepo, ja. In še par dni v Bohinji smo bili, tako da ja. Super. Imaš še kam na meni iti ali je to to? Ma ne, jaz bi skozi pohajala. Kakor je kakšen fraj dan, samo pičimo. Tako da ja. Ajda, imela sem te možnost na hitro spoznati in se mi zdi zelo odprta, iskrena in nasmejana oseba. Odkje črpaš vso to pozitivno energijo? Ja, hvala prvo za tako lep komentar. Jaz mislim, da za vsakdanjega življenja, ko res se pač usmeriš na tiste majhne stvari, ki so najbolj pomembne v življenju in črpaš moč iz tega za vsak dan, no, in potegneš najboljši, kar je lahko iz vsakega dneva, no, pač, tako. Imaš morda kakšen moto ali pa spodbuden stavek, ki te spremlja skozi življenje? Ja, eden pa je res, ja. Smej se, ker nikoli ne veš, kdaj te bo pobralo. Pač smej se, da nikoli ne veš, kdaj boš pač šel na drugi konec sveta, tako da uživaj vsako sekundo. Res je, se strinjam s tabo. Ajda, kaj vse rada počneš, ko imaš čas čisto zate? Ojoj, dosta stvari. Dobro, razen petja, itak ne. Ful rada hodim v hribe, v visoko gorje. Ful rada sem v skalah, na višini, tako da imam razgled. Ful rada sem ob kakšnih potočkih, rekah in rada tudi malček meditiram in tako. In rada se družim pač z mojimi najljubšimi, no. Ja. Kako bi pa izgledal mogoče tvoj popoln dan? Naprimer od zjutraj do zvečer. Ojej. Ja, pač zjutraj bi vstala, bi pojedla kaj dobrega, pač ful rada jem drugače. Bi pojedla kaj dobrega. Potle bi šla res na en ful lep sprehod, naj si bo to kakšne hribe, pol bi se kopala v kakšnem jezerčki. In zvečer bi imela en koncert. Tako da narediš nekaj pač za dušo, ne? Da si pač, recimo pač zato, ker imam ful rada gore in pač zvečer si za dušo zase in pač da lahko tu še deliš z nekom, no. Lepo. Ja. Oktobra lani si izdala tudi svojo prvo skladbo z naslovom Kot eno. Si besedilo napisala sama za njo? Ne, besedilo mi je napisala slovenska glasbenica Julie Jones. Pač najprej v angleščini, ne? In potem smo naredili prevod, tako da pri prevodu v slovenščino sem pa ful pomahala, ja. Tako da ja. Sem dala tudi del sebe noter. Super, verjamem. O čem pa govori skladba? Ja, skladba govori o taki zmedeni ljubezenski zvezi. V bistvu ja, pač tako, tipo, smo skupaj, ma nismo skupaj in zmeraj pač, ko se vidiš, sta spet skupaj, pač, v tem smislu, no. Da se ne moreš upirati pač tem silam, ljubezenskim in tu, ki te pač združijo, ma pač tako malo taka vihrava ljubezenska zveza, no. Glede na to, da imaš za sabo ogromno nekih nastopov pa izkušenj, me zanima, če si mogoče preko Slovenske note spoznala ali odkrila, te naučila kaj novega. Ja, vsekakor. Naučim se vsak dan nekaj novega, tako da vsak dan se učimo in učili se bomo do konca. Naučila sem se ful od vseh vas finalistk. Vsaka res ste posebna, vsaka ima ste mi nekaj dala, no, od vas.
Od vseh vas organizatorjev itak, mislim, neverjetni ste, no, ko vsi vi tu organizirate to stvar, res vsakaven čas. Od Aleksa tudi ful na delavnici in tako, no, mislim, ta cela pot slovenske note je res neverjetna in zato sem ful hvaležna. Super. Glede na to, da se približuje tudi finalni večer, pa sem že vse prej pred tabo vprašala, če se že kaj pripravljajo nanj, me zanima, če se ti tudi za kaj. Ja, nekaj sem se že, ma nisem še prav začela na hard, no, tako da danes mislim tako malo začeti, ker imam fraj dan, tako da ja, bom, počasi. S katero pesmijo se nam boš pa predstavila? Zbrala sem si pesem od Siddharte Piknik. Zanimivo, malo bolj drugačna od drugih. Ja, taka poljetna, ful dobro besedilo in tako, no, mi je ful všeč. Super. Kaj še želiš, da bi, kako želiš, da bi te gledalci, na primer, videli? Po čem želiš, da bi se te najbolj zapomnili? Ja, najbolj se želim, da začutijo pač mojo energijo, kadar pojem. Da čutijo, da to delam res z dušo in telesom in da res uživam ob tem, to si najbolj želim. In pač tudi, da, ne vem, pač tako padejo skupaj v komad z mano, kadar ga bom pela, no. Da bomo v neki isti energiji in pač to je tak gre z glasa ven, oni dajo drugo energijo tebi, tako da se to lepo pomeša. Drugače smo dobili tudi nekaj vprašanj naših gledalcev. Naprimer, Elo zanima, na kaj si do sedaj najbolj ponosna? Lepo vprašanje. Ja, najbolj sem pa ponosna na to, da nisem nikoli obupala na moji poti. Ok. Andrej sprašuje, kdaj si se začela ukvarjati z glasbo in kdaj si ugotovila, da ti petje res veliko pomeni? To je bilo tam okrog 16 let. Že od majhnega sem pač vedno plesala in pela z mojo najboljšo prijateljico, to je bilo cele dneve sama pesma in ples. Prav tako, da sem začela se učiti izšolati svoj glas, je bilo tam okrog 16 let. Prvo sem bila v operni smeri bolj in potem sem se preusmerila tudi na moderno petje. No. Tako da ja, od 16 leta, se pravi, zdaj imam 29, tako da ja, nekaj let že, ja. Zaro tudi zanima, ali raje poješ v tujem ali slovenskem jeziku? Prav odvisno od komada. Imam ful rada recimo slovenske komade, slovenske popevke imam ful rada tudi in itak tudi kakšno drugo skladbo. V angleščini je pa tudi lepo, ja. In tudi še v španščini ful rada pojem, da rečem. Resno? Super. Zanimiv. Pa še Uroš, kaj je najboljša stvar, ki se ti je zgodila v življenju? To je ful težko vprašanje, pač ful lepih stvari se je zgodilo in ful se jih še bo. Jaz mislim, da poroka, no. Ja, to je bilo ful trveno. Zdaj še povabim, da gledalcem nagovoriš, zakaj naj spremljajo finalni večer in glasujejo zate. Ja, vsi dragi gledalci in gledalke, jaz vas lepo vabim, da si ogledate živi prenos Slovenske note 2020 na YouTubi. Res pač želim si, da me začutite, da vam predam vso svojo ljubezen, ki jo čutim do glasbe in če jo boste začutili, če pač vam res všeč, glasujte zame in podprite moje petje in mojo ustvarjalnost. Hvala vsem. Ajda, najlepša hvala za tvoj čas in da si poklepetala na hitro z mano. To je bil v bistvu naš zadnji Instagram klepet, zato vas vabim, da še naprej nas spremljate na naši glasbeni dogodivščini in seveda ne pozabite spremljati finalnega večera 5. septembra. Pa naj zmaga najboljša, ne? Ciao! Ciao! Fajn bodi! Tudi, ciao, ciao!